vse tisto, kar nas teži. Tako da je sedaj moja naloga, da mogoče ilustriram, počrtam kakšen problem, ki ga z mikroekonomske pozicije bolj in bolj doživljamo. Torej, mi v predsedstvu gospodarske zbornice, pa tudi v gospodarske zbornici kot taki, smo v zadnjem obdobju veliko diskutirali, kaj je narobe, kako je narobe, kam se skupaj gre. Mogoče za začetek počrtati, da smo relativno enotni, bili in smo v oceni stanja. Torej, stanje v gospodarstvu pa ne bi želel biti preveč pesimističen, ker je tudi predsednik zbornice tudi vsem poskušal malo optimizma nakazati, ampak situacija, po mojem mnenju, po našem mnenju, je obupna. Mislim, da se veliko ljudi, ki ne sedijo v tem prostoru, te krizne in obupne situacije niti ne zaveda. In pravi problemi, po moje, šele prihajajo. Torej, najprej moramo se poenotiti, če je možno, v oceni stanja. Torej, na čem baziramo to pesimistično oceno? Kot vam je znano, je Standard & Poor's pred par dnevi spustil oceno kreditne bonitete Slovenije za eno stopnjo. Kot veste, je pozicija Slovenije na lestvici konkurenčnosti nenehno v upadanju. Kot vemo, zadnjo poročilo o klimi v gospodarstvu, ki govori o situaciji o klimi v mesecu oktobru, primerjalno za septembrom in primerjalno z lanskim oktobrom, je slika zelo slaba. Mene mogoče še bolj kot vse to skrbi dejstvo, da smo soočeni z padcem povpraševanja. Povpraševanje se ohlaja, tako tisto, ki ga generira Evropska unija, kot tudi drugih izvoznih trgov. Kaj je potrebno narediti? Jaz mislim, da moramo skupaj priti do neke razvojne strategije, ki v Sloveniji nimamo. Mogoče ne toliko v smislu priprave ene debele knjige z veliko detajli, kot bolj z nekim programom aktivnosti, prioritet, v smislu povezovanja različnih siceršnjih ali sektorskih obstoječih analiz ali kaj podobnega. Nenazadnje moramo definirati nacionalni interes. Kaj je s temi bankami? Kaj je za 25%? Kaj je z infrastrukturo? Kaj je z domačim lastništvom? Zaradi določenih razlogov, pa vsi jih poznamo, lahko pričakujemo en par podcenjenih prodaj posebej strani bančnega sistema. Kolegi, ki bojo v nadaljevanju govorili, imajo konkretne ideje in jaz mislim, da bomo potem lahko na koncu inkorporirali v program aktivnosti. Kolegice in kolegi, želimo sicer v globalnem okolju kapitalistične ureditvi, kjer je ves svet naš trg in povsod je konkurenca, tako da je situacija res popolnoma konkurenčna. Vseeno, čeprav je temu tako, je brez dvoma dejstvo, da potrebujemo močno in dobro organizirano državo, ki nam bo v stanju definirati pogoje, mi pa seveda imamo potem svojo nalogo, da te pogoje izkoristimo in dosežemo določen preboj. Mislim, da je izredno pomembno sporočilo, ki se ga drznem nasloviti na stranke, ki tekmujejo na parlamentarnih volitvah, ki bojo se skoraj v tem smislu. Torej, kar se gospodarstvo tiče, je nujno potrebno stopiti skupaj. Čim manj razprti, čim manj zafrikancije, ker potrebujemo sedaj državo in država potrebuje nas in če bo država svojo igrala, pa bo zagotavljam, da bomo tudi mi z gospodarstvom. Hvala lepa.